Lepo pozdravljeni iz 15. turističnega avtoslaloma Iverčko 2011. Par besed bomo spregovorili z enem izmed organizatorjev, Aleksandrom Ramšakom, pa bi vam povedal, zakaj je prišlo sploh do organizacije takšnega eventa in kje vidite prihodnost v naslednjih letih. To je letos edini slalom v Sloveniji. Prihodnost teh eventov v Sloveniji, jaz mislim, da je to potrebno, tudi zaradi varnosti v cestnem prometu. Z slalomom si pridobiš spretnosti in tudi marsikatero izkušnjo za, bi rekel, v normalnem prometu, v cestnem vsakdanjem. No, verjetno je vsako leto več udeležencev na teh avtoslalomih, pa mi lahko poveš, koliko jih je danes približno tu? Danes je tukaj okrog 65 tekmovalcev. Mislim, da vsako leto se številke višajo, ampak je nažalost to letos edini slalom v Sloveniji. Tudi lani je bil edini slalom, tako da upam, da bodo naslednja leta tudi kakšni drugi organizatorji teh prireditev. Poleg voznikov je tudi kar nekaj voznic. Te mislim, da tekmujejo v svoji kategoriji. Ja, tako. No, Davorina je ena izmed njih. Katero leto zapored že voziš sedaj? Letos vozim že 4. leto, pa sicer lani je bilo malo problemov tehničnih z avtomobili, pa to letos je pa prva vožnja šla kar v redu. Tako da bila sem pa tudi na progi že kot 0. avto, tako da malo treninga za začetek. Tako da pač uživaš v treniranju med stožci in bi z veseljem šla tudi drugo leto pa na več takih prireditev? Definitivno bi moglo biti več prireditev v Sloveniji, se dogaja samo to na Iverčkem in škoda, no, ker tudi za vse je to zelo, zelo dober trening že zaradi tega, da se pol na cesti ne divja toliko. In mislim, preventiva je boljš tu na takem poligonu, ko pa pol kurativa na cestah. Zraven mene tukaj je Primož. Koliko let že voziš? Okoli 5 let. Pa sedaj verjetno si avto posebej predelal za ta tekmovanja in se bolj resno spustil v te dirkaške vode. Avto, ne bom rekel, da je nared prav za avtoslalom, no da se pa z njim pelati. Ampak voziš verjetno v drugi klasi kot ostali, recimo z normalnimi vozili, ki jih vozijo vsak dan. Ja, vozilo je pač predelano, zmontirano ima kletko, predelave so na motorju, podvozijo, drugače pa načeloma je to. Voziš pa poleg avtoslaloma še kaj drugega ali samo avtoslalome? Pa kakve krožne dirke ali pa kaj tajega. Profesionalno nekaj še ne. Ne, ampak za lastno zabavo in veselje. Ja, tako. Kako je pa v Sloveniji z denarno podporo takšnega športa? Moraš kar sam dati. Je problem, ne? Ne, denar je tukaj ni, tudi od sponzorjev. Recimo sponzor, če ti da za četrtnino, si že veliko naredil, ne? Ja. Je že ogromno. Mislim, ja, razumljivo. Ja. Torej, v prihodnje pa si misliš še vedno ukvarjati s tem tudi profesionalno ali naprej tako kot sedaj? Morda, ne vem, zdaj na avto sestavljamo, ko bi naj bil za gorske narediti, ne? Morda. Ampak sam to bomo še videli, ne? Pa je več gorskih dirk v Sloveniji verjetno kot teh avtoslalomov, glede na to, da je ta edini v Sloveniji? Ja, gorskih dirk je več, ja. Ampak to je spet pol finančni zalogaj pa to, ne, vse stane. Zdaj neki slalom je v Avstriji, zdaj smo že tudi hodili gor v Avstrijo se voziti pa to. Tako da. Dobro, hvala, pa upam, da bo uspešna pot naprej. Hvala. No, zraven mene je še en izmed voznikov, ki danes tukaj vozi prvič. Boštjan, kako to, da si se odločil, da boš šel danes na ta turistični avtoslalom? Ja, ta šport spremljam že od nekdaj. Tudi moj brat vozi, pa moj oče vozi v turistični reli, tako da zato smo prišli.
Torej ti je v krvi ta dirkaška strast. Ja, trudim se narediti najboljši rezultat, kar pa bo. Torej pričakuješ večinoma samo vrstitev ali tudi izkušnje iz tega sveta in nasploh v vozilo? Najbolj pomembne so izkušnje, zato pa tudi sem prišel, da več kot izkušenj bom imel, boljše bo. Torej boš pripomogel tudi k svoji varnosti na cesti? To nekako.